drage kolegice, dragi kolegi. Prav lep občutek je, da vas danes pozdravim na dnevu inštituta, to je že, mislim, 23. dan inštituta. Vsako leto je bil avgusta, lani je bil izjemoma septembra. In neke ideje, ki so se že rodile v letošnjem, bi rekel, akademskem letu, ki se prav končuje, smo že obdelali na srednji skupini, in te teme bodo danes tudi ven prišle. Poleg tega, da vam mislim malce poročati o tem, kaj se je pravzaprav dogajalo v naših logih tukaj na Miklošičevi 36. Imamo tudi izjemno predstavitev poti alkemijskega potovanja, ki je bilo upredmeteno v seriji analognih fotografij. Moram reči, da se je kar precej stvari dogajalo v zadnjem letu in tudi danes ne preseneča, da imamo luno v raku na 6 stopinj in 47 minut, ki je v bistvu identična luna, kot je bila 1. decembra 1993. Tukaj si lahko pogledate, ko je bil inštitut ustanovljen, takrat je bila luna na 6 stopinj 49, ampak kako smo malo počakali, se je to res točno ta luna, 6 stopinj 49 minut raka. In tako kot vsak, bi rekel, vsaka barva lune je tudi rak precej sramežljiv. Z leti se udomači in vedno smo se družili v hrani. Začeli smo na vrtu moje domače hiše, bili smo vedno tam okrog trte, smo tam hodili po travi, potem smo se počasi priselili, ampak nekako se je začelo, vse nekako začelo doma, nekje okrog mojega Jupitra v raku, ki ga imam kot vladarja ascendenta na descendentu. Ves čas, vsi ljudje, ki se tukaj izbirate, ne vem, kdo je bolj ta Jupiter, ampak mislim, da smo kar vsi, ki se povezujemo in skušamo ustvariti skupaj neko povezanost, ki pomeni tudi neko, bi rekli, medsebojno sočutje, sodelovanje, pa tudi vzpodbudo, rast, razvoj, pa tudi zasluženo kritiko in postavljanje meja. Tako da, če bi morda najprej malce skušal opisati, kaj se je vse zgodilo to leto, od lanskega dneva inštituta, bi najprej omenil Akademijo psihološke astrologije in psihoanalize, to je bila šesta akademija, ki je bila prvič v obliki javne konference. Seveda je tukaj za izpostaviti našo Alenko, ki je vse to organizirala. Mi smo ostali, smo dali nekaj idej, ona je pa potem to vse skupaj še kakšno idejo dodala in nas tudi kasneje v njej obvestila in to vse skupaj speljala. Tako da praktično res hvala Alenka za to, to je bil res izjemen dogodek, na njem je bilo 70-80 ljudi, to je bila prva takšna konferenca psihološke astrologije, mislim, da sploh v enem širšem prostoru Srednje Evrope in Balkana. Potem je Društvo profesionalnih psiholoških astrologov, ki je bilo ustanovljeno predlani, je letos končno začelo delovati. To društvo je imelo po ustanovitvi je imelo krizo, nekaj časa, torej začelo se in potem je vse skupaj nastopila kriza, malo po rojstvu, je bila težka bolezen in potem je to društvo ozdravelo in otrok je preživel, tako da letos so članice, glavnem ste članice, imate kakšnega člana? Članice in član začeli spet delati in ste začeli s predavanji v NUK-u, to so sobotna dopoldanska predavanja v kavarni, zaenkrat so v kavarni. Ampak naše knjige so tudi v NUK-u, tako da ste na pravem mestu. Ta predavanja so bila kar precej dobro obiskana, če se ne motim.
bilo je, koliko je bilo, 10 ljudi, včasih tudi nekaj manj, ne? 7 do 10. No in potem so bili v okviru instituta, so bili poletni večeri, tukaj na Miklošičevi 36, poletni večeri Misterijuma, ki so bili tudi obiskani, vedno do 10 do 15 ljudi. Potem tukaj so bile različne, tudi tukaj so bile 3 predavateljice, če se ne motim, ne? Meta, Sergeja, Alenka, še kdo. Torej, ve, 3 ste to speljale. Potem srednja skupina je doživela večkrat preobrazbe. Srednja skupina se srečuje enkrat na mesec in je namenjena socialni sreči in medsebojni povezanosti. Ta srednja skupina je doživela, se je zmanjšala iz nekih 20 ljudi, ki jih je bilo na začetku, se je zmanjšala na 8 ljudi. No, pri teh 8 ljudi smo nadaljevali in smo razvijali ideje. Ideja je bila tudi pridobiti zunanjo sliko inštituta, da dobi neko novo obleko, da se inštitut bolj umesti v neko splošen razvoj. Letos smo po 23 let in ta konjunkcija, se ne vidim, ampak boste mogli zaupati, Uran in Neptun, ki je v 9. hiši, Uran in Neptun, ki je v 9. hiši, torej zdaj prihaja gor Pluton, in čas je, da se poglobi neko poslanstvo inštituta, to smo prepoznali tudi v srednji skupini, zato smo potem tudi institut, torej smo ga malo bolj definirali v smislu poslanstva, torej da gre za dvigovanje kakovosti življenja, izboljševanje medčloveških odnosov, za etične vsebine, ki so tudi tukaj pomembne za prenovo posameznika in družbe, in da se bolj jasno pove, kaj je zdaj funkcija psihološke astrologije in psihoanalize, ki nista funkciji sami zase, ampak sta v funkciji najbrž nekega razvoja, obnove in predvsem pa kakovosti življenja in medčloveških odnosov. To je bilo, to, kar je nastalo v srednji skupini, to so bile res pomembne ideje, ki so potem bile tudi izpeljane v praksi. No, potem prvič smo imeli sansko matrico. Sanska matrica je eno srečevanje, kjer ljudje govorijo svoje sanje, ne v namen psihoanalize, ampak v namen vsebine, torej da se nezavedno, torej neke organizacije se razkrije tako, da tisti, ki takrat pridajo na to srečanje in povejo svoje sanje, to je pravzaprav nezavedno neke organizacije. In s tem smo tudi štartali. Iz te prve sanske matrice, ki smo imeli, kaj smo imeli, maja, junija, kaj smo? 18. maja. Smo potem dobili tudi nekaj teh idej, vključno s temi poletnimi večermi in ideje za razvoj, skupnosti, različnih teh oblik, ki jih imamo v tem naslovu, torej klub, društvo, inštitut, založba, srednja skupina in tako naprej. Potem klub psiholoških astrologov ima novo predsednico, ki je Sergeja Traven. To je bila, ko je bila na začetku, na začetku inštituta je bila Traven, zdaj je pa... Pena. Ne, prej je bila, zdaj je Traven, ne Traven. Ki danes nažalost ni, je zelo aktivna, ni je tukaj, zelo aktivna sicer, vem, da ste šli na predavanje in na izlet v Izolo in tam ste imeli kot predsedniki domačinov, ki so imeli vsi Sonce, konjunkcijo, Neptun, sem slišal. Da ste naredili jim te, ki so vas obiskali tam, da ste in so bili res ta pravi vaši obalčani, kako se reče? Obmorci. Knjižnica obratuje, se širi, postaja del Kobisa, en velik del postopka je narejen. S tem, ko bo do konca to speljano, bo potem postala javna knjižnica, bo tudi del medknjižnične izmenjave in ostalih Kobisa.
Imamo 7, letos nimamo nobenih diplom in vse se kuhajo, ne, ker ne pomeni, da se ne kuhajo, ne, vse kuhajo, torej nimamo pa jih za pokazati, ne, baje se jih 5 kuha, ne, ampak na žalost se še pri alkimiji si tak nikoli ne ve, kdaj se skuha, ne, tako da treba biti trpežljiv, skuha se takrat, ko ne pričakuješ, ne. Imamo pa 2 novi tutorki, ena je Manca Javornik, ki že začenja z novo skupino, jo že ima tako rekoč, ne, in Meta, kje pa Meta tudi danes? Meta je kar ljubljiva, ja. Je pa tudi že začela z novo uvodno skupino. No in potem danes na srednji skupini smo veliko govorili o alkimiji in naša alkimijska skupina, ne, ki se srečuje enkrat na mesec, ne, je zdaj na koncu svojega 7. leta. Na osnovi tega, kar je alkimijska skupina naredila, ne, to je potovanje skozi Jungov Mysterium, kjer se ukvarjamo s tekstom Jungovega Mysteriuma, to je novo delo 14. Nastajajo knjige, ne, 5 teh knjig je že izšlo, 2 knjigi pa sta v pripravi. No in v tej priliki, ne, imamo tukaj tudi eno alkimijsko potovanje, alkimijsko pričevanje, nekega notranjega potovanja, ki nam ga je pripravil Ivan Levac. Ivan je fotograf, imaš tudi svojo trgovino, v Kopru fototrgovino, no, ampak tvoja skrivnost je že kar nekaj časa neko rekli, zasebna ustvarjalnost v obliki, to je analogna fotografija, ne. Ja. To pomeni navadna, kako rečemo, tista stara kamera, ne, ki je... Kamera je lahko nova, ne? Kamera je lahko nova. Kamera je lahko nova, s tem, da se pol to nekako pretvori v analogno fotografijo. Enostavno se naredi digitalni negativ velik in se potem kopira na papir in z raznimi premazi, s kemijo, soljo, kot je zdaj ta tehnika narejena, se potem to sliko osvetli in fajn spere in je to, ne? Zelo enostavno. Gre za eno serijo potovanj, torej podob, ki so podobitve nekega notranjega čustvenega stanja, čustvenega duhovnega stanja, ne, v času, to je v času koliko let? 5. V času 5 let. Ja. Tlele je isto. Ja, ok. Mogoče bi na kratko, slike bodo sicer na ogled tukaj na hodniku, ampak mogoče bi na kratko jih o njih malce spregovorila. Torej, slike grejo v nekem vrstnem redu, ne, in je pravzaprav, seveda ne bomo mogla vsega povedati, ne, zdaj ravno kot je povedati, ni ta pravi besed, ne, to je vedno tako. Ja, večkrat je tako. Ampak prva slika, to je ta prva v tej seriji fotografij, je, kako se imenuje? Recimo, da je kaos. Jaz sem dal naslove tako površno, take surove, ampak okej, to je lahko eno izhodišče, iz katerega se da marsikaj videti, povedati, čutiti najbolj. Seveda. Ponavadi si ljudje ne pustijo pomagati, dokler ni kaosa, ne? Neke stiske hude. In to je to, ne? Začetek poti, nove poti. Je kaos. Absolutno.
naslednja? Naslednje se nekako človek zave, da je treba nekaj narediti na sebi. Najprej na sebi. V bistvu najprej Se pravi, tukaj gre zdaj za neko opisovanje dela na sebi oziroma enega procesa? Ja. Stavno dobro, ja. In ta ima naslov? Zavedanje. Zavedanje. Tudi, ja. Se pravi, da se zavemo, da je treba nekaj narediti, da bi mogoče kaj povedal, kaj je tukaj dol. Ali bo še prepustimo? En tak stolp v zadju, ne vem koliko je stal, mislim, da 1000 in več let, kaj se. Spravi kar globoko v zgodovino, ne, in se treba postaviti čisto tja nazaj. Pa se zgodovina. Čisto na konc, na nulo. Zgodovina je pomembna. To je kot neko iskanje nekega vzroka, zgodovinskega vzroka v preteklosti in prepoznavanje tega vzroka, tega stolpa, ki je tukaj v zadju. Tole takole, ne? Tako je. Tukaj je človek, Vedno je človek. To so, tako je povedal vsi, selfiji. To so selfiji. To je moje potovanje. Tvoje potovanje. No, tle se to začne. Potovanje se tle začne in začenje se pa vedno tako, da je iz dreka ven. Iz dreka? Absolutno, dreka. Tle se začne pol ta kuhinja, alkimijska. Rečemo, da smo v dreku. Brez sramu. Čeprav drek je taka beseda. Ja, malo drugačna je od blata, ker blato ne smrdi, drek pa smrdi. Točno tako. Tudi okolica nas poha. No, lahko se to posuši, ne? Samo s tem nismo nič naredili, ne? Ko ga malček stopiš na njega ali pa kaj, začne spet to smrdeti. Pa je treba nekaj narediti. No, naj povem, da te fotografije so bile prvič razstavljene pred 10 dnevi, ne? Ja, 10 dnevi. To je bil festival Analog Manija, kjer ste bili 3 avtorji, poleg tebe še Hrvat in en Romun, in to je bilo na to Stanevici na Krk. Zdaj je to druga takšna predstavitev. No, tle imamo pa malo bolj kamnitev vse skupaj. Kako je bila ta naslov? Začetek potovanja. Začetek potovanja. No, ta pa je. No, potovanje se pol seveda nadaljuje in po enem trenutku se je treba umiriti, malo razmisliti, kje smo, zakaj smo tle in koliko smo naredili to zdaj. Se pravi, naslov je enostavno mir, ker vemo, da v miru je moč in iz tega mira izhaja lahko ven vse. Tišina, zaprtost na nek način in nadaljevanje kuhanja seveda. Je kamen, ne? Kamen že sam daje en občutek Tišine, mira. tišine, pa tudi samote, ne? Tudi. Potem pridemo, to je pa neka trava, ali kako?
Ja, no, tle, če se fajn pogleda, zdaj z takega kota, ne vem, kako bomo videli, boste pol mogati na steni pogledali to, naslov je odločitev, tam je bodeča žica, spodaj na dnu in tole. Ja. To je ta bodeča žica, ki je bila tudi v resnici zdaj. Ja, kot neka meja, ne. Na eni strani je, bom rekel, raj, ne, na drugi pa tisti kaos, ki je bil ali pa še zdaj. In tukaj je čas za odločitev, ne, kam bomo stopili, ali bomo stopili v raje, a nov raj pač na neko fajn življenje, dobro, kvalitetno, ali pa ostali tam, kjer smo bili, ne. Odrekno, to se vredno noben ne želi, je pa marsikaj. Pravi, ta odločitev, ne, je odločitev za neko držo, ne, do življenja. Kako se bomo nastrojili do življenja, kako bomo videli življenje, ne. In zaživeli. In zaživeli. Ja. Za odločitvijo. Kaže, ne? Ja. To je lupina, je naslov, ne? Lupina. Nekako se ta lupina, v kateri smo bili, se lušči. Zato je fotografija kar z glave, ker še zmeraj ne vemo, kaj delamo, kje smo, zakaj. No, zakaj vemo. Ampak ne vemo še, kako bo izgledalo. Bo izgledalo, to je to. Pravi, ta lupina starega življenja, starih struktur, odnosov, najbolj tudi tega starega pogleda na življenje. Prej si tudi omenil zgodovino, ne. V zgodovini, ne, če res pogledamo zgodovino, ne, svojo in mogoče tudi od koga drugega, vidimo, ne, kaj je tisto, kar se rabi opuščiti. Sedaj, tle pa je glava, ne? Ja, tle pa je glava, naslov je sonce, ne? Pokukalo je, ne? Mi smo. Je pa treba to kultivirati, ne? Vzdrževati. Zaupati? Zaupati, to je. Številka 1 je zaupanje. To pa naprej. Kako pa to naredimo, da držimo zaupanje? Ja, najprej je treba verjeti sam vase, ne. Sebi zaupati najprej, pol pa drugemu, v bistvu vsakem. Ni važno, kdaj, kje, ali zakaj. To je zdaj 8. slika. Ja. Je bilo že malo sonca. Ja. Torej, alkimisti bi rekli, tam je bilo albedo, ne? Albedo, točno. No, ko sem omenil kultiviranje, ne, vzdrževanje nekako, ne, to naslov tega je kontejner, ne. Kontejner v psihologiji, kaj pomeni? Posoda, ne? Posoda, nekaj za objet, ne? In tam not se stvari seveda kuhajo, ne, spet je to kuhanje, ne. In nekako taka luhna luč, ki se pol vidi izhod, ne. Tukaj je, tu je zdaj nek človek, striček je tam, najdu nek izhod, ali kako?
skozi gost, ne, gost je vedno mističen. Če pomislimo, kje je bil, kako se je počutil tam v kaosu, pod vejami, materiji je zdaj v bistvu je videti, da bo nekam prišel. To je zdaj predzadnja slika. Naslov je Kača. Kača. Kača je stražar med podzavestjo in zavestjo. Kača nas pikne in nas s tem pozarja, da nekaj ne delamo v redu ali pač. Kje imaš ti sonce? Gorbi, ja. Ja, pa pa živiš. Tako da, v bistvu je pa tudi lahko počitek, ne, po eni taki dolgi poti, po nekem dolgem kuhanju, se treba malo spočiti. Kača je tudi vodnica, ne, včasih. Vodi, kaže pot. Ja. Ja, tukaj se vidi, ne, da še malo počiva, ne, to je poza. To je Tukaj je počitek, je pred, torej še mogoče en takšen počitek, ne, pred nečim. Glede na to, da je to predzadnja slika, ne, je to kakšen počitek. Verjetno je treba v bistvu počitek je ni tako en kos življenja, ne, treba poštevati dopust. Krog je sestavljen lahko iz 4, lahko iz 8, in vsak košček je enak vreden. Tako je delo, počitek, tralala, vse skupaj. Brez enega ni drugega. Tukaj vidimo tega strica, ne, je zdaj spet nekaj bolj pokončen. No, to je brez lupine, nag, govno, če vemo, s katerega steče vse dol, kar pada na njega gre dol. Se pravi, pri dobu neko lastnost, ne, tako malo kot alkimisti pravijo, da je v bistvu ta kamen, ki je na koncu, ne, ta novi človek, ne, ta lapis, ne, je, se ga ne prime več tisto, kako se ga je prej primalo. Ker je dobro zasidran s svojim energijem, ne? Ker je avtentičen. Kako bi dal naslov te slike? A jaz sem že videl na svojega fata. Slavnostna večerja. Ne? Ker če bi bil zmagoviti ples ali karkoli zmagovitega, bi to pomenilo, da je to zadnje, ne? Zmagaš in to, ne? Večerja je slavnostna, to ni zadnja, ne? Seveda, ne? Malo drugače povedati, ne. Kdaj boš prva od enih novih. Ja, seveda. Novega življenja. Prva slavnostna večerja, no, in takih bo več. V bistvu vsaka večerja od tle naprej je slavnostna. Se pravi, v bistvu moraš te slike razporediti v krogu, ne? Pa ne smejo biti v ravni vrsti, ampak mora biti v krogu, ker to je v bistvu spet naslednje stanje je kaosa, ne? Ker padeš v naslednjo črno luknjo, ne? Zavedi se spotakneš na nekaj novo, ne? Ja, no, vse v bistvu tle ni placa, ne, da bi res to postavil kot, da sem jih postavil tako. Na hodniku bodo šle, v bistvu v krogu. No, ja, tako je. Je pa to, naslednje večerje, ja. Da te krogi, a ne, en krog je tisti temeljen krog najbolj, ne, kada ne ima, potem so zvali še novi, ne. Dopolnil.
Meni je všeč, kako je pač govoril iz sebe. Jaz pač, ker toliko se z Manca družimo, pač približno vem, ne, določene pač postavitve v karti, pa vidim v bistvu koliko pač, ne, koliko dejansko je povezano, ne, s tem, kaj govori in je tako, je čudovito, no. Si začutila? Ja, sem začutila, ja. Se pa bi lahko astrološko komentirala. Kaj? Ja, recimo ta četrta hiša mi je bila čisto jasna, pa ker tudi sama imam cev, ne, sem se čisto identificirala s tem, kar je govoril o tej zgodovini in tem nezavednem. Samo zdaj pa jaz nisem razumel, ne? Četrta hiša. Je vse v redu, veš? A je? Astrologija požegna. Da štiva. Pač te korenine in to čuti, to varnost in trdnost v sebi. Pa to zaupanje, ne? Zdaj vidi malo obrni kamero, da bo videli, ko nočeš. Zato imaš stojalo, veš? Pa bi bil stream. Ona je umetnica, ona ve, zakaj. No, midva z Aleksandrom so se pogovarjala tukaj med predstavitvijo, da mogoče celo, če ima avtor občutek, da mogoče 2 sliki manjkata, ne, ker je 12 bolj celostno število, ne. In Tina je govorila tudi o krogu, ne. Se pravi, če ima občutek mogoče, da si je pustil malo placa, da bi še 2 sliki naredil. Ne, to nisem niti razmišljal, bom pa to naredil ob naslednji razstavi, ne, 100%. Ker si mi izbudil nekaj zdaj, ja. Nisem pa razmišljal, ne, teh 12, ker nisem astrolog, ne, jaz bi se bolj dal nekaj drugam. Ampak numerološko je 10 čisto v redu, ker to Evo, pomeni. si je 10, ne? Ne, to so samo take zemeljske venere, to računa pedanta. Vsaka mala arkana ima 10 kartov, taroto, ne? A tudi v tarotu, ne? Je 10 malih arkan, ne? Ja. Ne v taroku, veš. Je tudi 10 malih arkan, vsaka barva, vsak od elementov ima 10 stopenj. Potem so pa še, potem pa še fant, nik, kraljica, kralj. Ja, ampak 10 je pa teh gradacij, ne, preden pridejo te 4. 10. Avtor razstave, ne, bi še nekaj časa tle, se da boš tako se zdi. Ne, še večerja prej. Tako da še lahko kaj vprašate, a ne slike bodo pa tule v tem hodniku, na drugi strani steni. Nekaj časa vesele, tako da boste lahko. Pustil ga še mesec boš. Hvala, Ivan, ne, da si prišel in da si nam dal to, da smo zdaj vsi bolj bogati z eno izkušnjo, pa z eno prizoritev nečesa. Res hvala.